Kdo je sploh šef v kuhinji? Ko se jaz nekaj odločam, jaz takrat to hočem speljati in speljem do konca. Ja, čakaj, stop. Ampak tukaj smo, da občinstvu predstavimo najboljšo možno zadevo. Ne? Jaz sem se sesedel takrat čist. Jaz sem šel najprej zadaj, tako da me noben ni videl, sem se zjokal, kot majhen otrok. Kaj je bolj pomembno, glasba ali hrana? Čakaj, ti si pa poklic zgrešil. Ajde, konc koncerta. Publika ven, gremo. Pojte ven za 2 uri, da se mi zmenimo. 1, 2. Najboljše stvari se zgodijo, če se zadeve skupaj dobro povezujejo. Ni glasbe brez basa, Ja, ne? tako Kdo ga je, pa v ni roki glasbe drži. brez Kar naenkrat nam je šlo med servisom vse narobe. Kole. Prvič je bilo vse, ampak res vse od mene odvisen in ni enostavno. Glasba in kulinarika imata veliko skupnega. Obe zahtevata natančnost, ritem, ravnotežje sestavin oziroma tonov, tako kot glasba tudi jedi tvorijo harmonijo različnih elementov, ki se združijo v celoto. Glasba in hrana vzbujata čustva, spomin in ustvarita edinstveno doživetje za posameznika. Zato, spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu 1, 2, 3 bis gostim kuharskega mojstra Bineta Volčiča, virtuoza v kuhinji, šefa, ki je stopil pred medije in predstavil širši javnosti poklic kuharja, ter člana sekcije prvih violin v orkestru Slovenske filharmonije Žigo Faganela, virtuoza na violini, ki ne obvlada le strun svojega inštrumenta, ampak ima smisel tudi za melodijo okusov v kuhinji. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, zdravo. Hvala lepa. Bine, dobrodošel v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Se dobro počutiš? Prvič sem tukaj. Prvič? Res? Ja, res v bistvu. Ok, potem pa direkt prvo vprašanje, vsakmu gostu ga zastavim. Kje, Bine, si se prvič srečal? Pa nova rekla samo s klasično glasbo, ampak kje si se prvič, oziroma a imaš v spominu, kdaj je bilo, ko si se prvič srečal z glasbo? Spomnim se trenutka, ko mi je star ata podaril orgelce. Mislim, da sem bil tam okrog 6 let star. In valjda, takoj moraš nekaj usta dati, ne. Treba okušati. Pol treba, takoj začeti. Tako da ja, te orgelce me pol spremljajo že ves čas, vedno bolj tako, za hobi, za užitek. Včasih jih imam s sabo, včasih jih nimam, kakor je. Pa kakor je kakšna žurka dobra, ta ključni inštrument, ki ga imaš lahko skozi sabo. Priročen, seveda. Ja. Kasneje si pa pol, če se ne motim, tudi začel igrati kitaro, ne? Ja, ampak to bolj zaradi tega, ker sem hotel biti na odru. A ne. Je zelo zanimivo, jaz sem imel najprej svoj bend, pol sem se pa začel kitaro učiti. Kaj najprej si bil v bendu? Ja, Menedžer benda. Kitarist, ne, Ja. brez znanja. Ampak pol smo se hitro, a veš, mi smo rock and roll muziko igrali in 3 akorde naučiti ni bilo tako težko. Skratka, glasba je sestavni del tudi tvojega življenja, tudi tvojega ustvarjanja v kuhinji. Žiga, ti pa izhajaš iz glasbene družine. Tako je, ja. Jaz sem bil v kontaktu z glasbo pravzaprav že preden sem se rodil, ker sta oba moja starša glasbenika. Oče je muzikolog in dirigent, mama je pianistka, zdaj ko je v pokoju, pa tudi že prej ljubiteljica konj. In moj brat je čelist, profesor tukaj na Ljubljanski akademiji za glasbo. Tvoja žena je tudi violončelistka, ne? Moja soproga Alja je tudi violončelistka in tudi imam srečo, da skupaj muzicirava in pa ustvarjava v orkestru Slovenske filharmonije. Zdaj, Žiga, ti si diplomiral na akademiji v Los Angelesu. Tako, jaz sem diplomiral na glasbeni šoli Thornton, Južno-Kalifornijske univerze, ki je v Los Angelesu. Ampak tudi kuhanje, kulinarika pa je tvoj hobi, tvoja strast. Kje si se navadil kuhati, kje si odkril ta svet, menda ne v Ameriki? Ali? Zanimivo vprašanje. Dejansko željo po kuhi sem imel že preden sem šel na študij, ampak to je bilo vedno povezano s tem, da sem naredil en zelo velik, ko bi človek rekel, razmetov
pa je bilo treba pol dolg časa pospravljati, sem raje to delal, ko nisem bil doma, tako da prva šansa je bila to na študiju. To strast sem vzljubil preko moje babice, obeh babic, pa tudi staršev, jasno, ampak še posebej obe babici sta bili fantastični v kuhinji in smo vedno uživali v njihovih jedeh, ki ste jih pripravljali za nas. Bine, ti pa si diplomiral na inštitutu Le Cordon Bleu v Parizu. Ja, res. Kako naporen je študij, da človek postane, lahko rečem, Paganini za Bourbončice? Predvsem se mi zdi, da je bil zame študij še toliko bolj naporen, ker jaz sem zelo velik radikalc. Ko se jaz nekaj odločam, jaz takrat to hočem speljati in speljem do konca. Tako sem se v bistvu odločil tudi za študij Le Cordon Bleu v Parizu, brez znanja francoščine. Študij je potekal v francoščini, na začetku so nam tako še malo prevajali, pol pa brez usmiljenja, se je bilo treba kar naučiti. Tako da še enkrat bi ponovil celo to izkušnjo Pariza, ki je itak mesto kulinarike, mesto ljubezni. Tam sem tudi Katarino spoznal, ženo. Tako da vse ti tam zaigra v bistvu. A se ti zdelo, da je Pariz tudi mesto klasične glasbe? Si začutil, da je kulinarika in pa klasična glasba nekako diha skupaj v Parizu? Moram biti iskren, da jaz sem šel takrat samo z enim fokusom. Samo za kulinariko in samo za svoj študij, ker ta študij ni bil poceni. Je privat šola bila izredno draga šola, to je bilo takrat 22.000 evrov za 9 mesecev šole in sem moral imeti zelo močen fokus sam na študiju. No. Tako da ni bilo takrat to glasbe v mojem življenju. Vedno me je zanimal, recimo glasbenik, ne? Žiga se pred koncertom ogreje. Ali pa ko študiraš, sestavni del študija, vaje so lestvice, etide, kaj imate? Seveda, mi moramo vsakič, vsak dan na novo, ko primemo inštrument v roke, se moramo uigrati. Tako tudi, ko začnemo vaditi, pa tudi pred koncerti, recimo, moramo nekaj tonov potegniti, kakšno lestvico, kakšno etido, uigrati svoj vibrato. Tudi, da vzdržujete formo. Ne? Tako, mi moramo vzdrževati obrt, da lahko se izražamo potem skozi to umetnost. Bine, a obstajajo lestvice, prstne vaje v kuhinji? A se moraš tudi ugreti ali direkt začneš? Kuharji ponavadi začnemo že zelo zgodaj zjutraj, tako da do servisa, recimo do koncerta, ki se nam začne, recimo da nekaj ob 12:01, smo že kar zelo dobro ogreti. Včasih že kar malo utrujeni, ampak pol pa adrenalin začne delati in takrat moraš potem pa še nabava je prej, ne? Ja, to pa vsa priprava pa tako naprej. Ja. Ni samo tako zelo enostavno se vidi, ali pa naš poklic zgleda na ven tako zelo lep. Sicer je, zame je to poslanstvo in to drugega ne znam početi kot kuhati, ampak ponavadi v filmih prikažejo samo tisto, kako krožnik prav tako z neko lepo glasbo v ozadju dajo s pincetko gor neko zeleno krešico na rdeč paradižnik in to pa melodija zraven, neka violinca špila, ne? In to je tako romantično, ampak v resnici ni tako. No, ampak ne vem, na vsaki poroki, ko je ohcet ali pa sedmina po pogrebu, ne, je sestavni del vseh teh dogodkov sta samo hrana pa glasba. Kaj je najbolj pomembno na ohcet, da boš imel dobro hrano, dobro pijačo pa dobro glasbo? Ko je, ne vem, pogreb, s katero skladbo se bomo poslovili, od rajnega pa kljub temu, da je ne slišimo, ne? Kam bomo šli na sedmino. Ampak vse me zanima, kaj je najbolj pomembno, oziroma kaj je bolj pomembno, glasba ali hrana? Zdaj, ne vem, jaz mislim, da mora biti oboje. No. Jaz mislim, da je to preplet dveh različnih svetov, ki se morata združiti. Vplivata drug na druga na drugo. No, ja. In se mi zdi, da prehranjevati se ali pa kuhati v tišini tako malo dolgočasno. Zdaj, lažje samo glasbo poslušaš, pa ne kuhaš zraven, ali pa v jedilnici je fajn jesti, uživati v kulinariki, pa da ti nekje v ozadju tako malo špila nekaj, karkoli sam da je. Tudi v bistvu jaz zelo rad manipuliram občutke v jedilnici, odvisno kakšno vzdušje želim ustvariti v jedilnici. Ne? Zdaj, če imam neko počasno večerjo z večjimi hodi
pa da želim, da se ljudje tudi tako počutijo počasi, takrat zelo rad spustim kakšno francosko glasbo, kakšne francoske šansone stare, ki so mi blizu, mogoče tudi zaradi tega, ker sem streniran šef francoske kuhinje. Ne? Če je pa sproščena večerja, recimo, ko pa pride kakšen jaganček iz krušne pečiven, takrat pa slovenska glasba in tako domača. Zdaj glih harmonika ne, no, ampak recimo, da smo na kakšnih hazardih, je že v redu. Ok. Žiga, a ti združuješ glasbo in kulinariko? Oziroma, a imaš navado, recimo, če na koncertu v Filharmoniji igrate, recimo je na repertoarju Vivaldi, a imaš to navado, da rečeš, danes pa igramo Vivaldija, bom pa pred koncertom pojedel eno dobro italijansko pašto? Odvisno od letnega časa, a ne? Ja, tako. Pomembno je, da jaz osebno pred kakšnimi večjimi koncerti se ne maram zelo, zelo najest, ker to je vseeno tudi fizično delo, ne samo mentalno in slušno, ampak bi zelo pasala kakšna dobra pašta pred Vivaldijem. Ja. Rdeče barve, ne, ker je bil, on je imel zelo bujne rdeče lase. Ja. Kako si dobro rekel, ne, da se pred koncertom ne želiš veliko najesti. Jaz v kuhinji nikoli ne jem. Jaz vedno samo okušam in najrajši delam, najrajši ustvarjam s praznim, na pol praznim želodcem ali pa da sem skozi mečkan lačen. A je zato več navdiha? Več navdiha je in bolj okušaš in borbončice bolj delajo, bolj z neko željo to probaš, če si predstavljaš, da je eno tako veliko pico, 4 siri poješ, veš, da ne moraš niti vohati več. Je res, recimo, mi imamo preden gremo na oder tudi zelo radi par momentov tišine, ne? Da zares se mentalno pripravimo na ko bi šlo rekel, na ta občutek adrenalina na odru in vsega tega poustvarjanja in spontanosti in vse, kar pride zraven. Jaz sem razmišljal recimo če bi šel poslušati Wagnerja, ali pa recimo Wagnerjevo opero, se mi zdi, da je bila zelo primerna pikantna hrana pred tem, kakšna mehiška pikantna hrana, veš, ko bi prišel potem na koncert in bi te pekel, in bi štekal tenorista k Wagnerja poje. Tenorista ali tenorista? Tenorista, ki se matra. Bože moj, čakaj, ti si pa poklic zgrešil. Bine, dajmo najprej, preden zares začnemo, povedati, kaj oziroma kdo je sploh šef v kuhinji. Zdaj, ker smo že v Filharmoniji, ne, bi rekel, da je šef kuhinje dirigent. A je? Po mojem, da je. Jaz si to tako predstavljam. Ja, absolutno. Najprej povej, kaj je njegova vloga, pa Žiga povedal. A je, no, evo, šef kuhinje je v bistvu glavni v kuhinji, ki daje navodila, ki usmerja vse kuharje in vse, sploh če ima kuhinja brigadni sistem, to pomeni, da jih nekaj dela samo ribe, drugi delajo samo meso, eni delajo priloge za ribe, drugi delajo priloge za meso, potem je še ena kuhinja, ki delajo samo predjedi, pa potem še ena mala kuhinja, ki dela samo sladice in tako je nekako razdeljena in oni morajo njega poslušati. Ko pride recimo glavni natakar v kuhinjo, prinese listek vzame, šef se zadere, naslednje naročilo, tako zelo na glas, ne. In takrat, v tistem momentu, cela kuhna utihne, on prebere naročilo in potem vsi v en glas, ja, šef, to govorim za te velike kuhinje, ne. In mislim, da je to dirigent, ne. Ja, bi se strinjal s tem, zato ker pri nas dirigent usklajuje naše navdihe v orkestru, pa tudi nam poskuša nakazati svojimi gibi njegovo predstavo o tem, kako si on predstavlja, kako bi morali igrati. Ne? In to je en tak skupni usmerjen skupnega navdiha, no, bi človek rekel. Kaj pa koncertmajster? Koncertmajster je pa odgovoren, da vse zelo dobro poteka. To je prva violina. Ne? Tako, on sedi čisto spredaj in je stalno v kontaktu z dirigentom in nekako usmerja napotke, ki jih dirigent daje s svojimi gibi orkestru. A je koncertmajster potem tudi, ne vem, če sred koncerta se dirigentu nekaj zgodi, koncertmajster ostane in fura naprej?
Tako je. Mogoče ne ostane, mogoče ostane na svojem mestu, ampak to je njegova dolžnost, da karkoli se zgodi, koncertni mojster mora speljati. Kdo je koncertmajster v kuhinji? Se glih to, zato sem ga tudi vprašal. Koncertmojster v kuhinji bi pa jaz rekel, da je pomočnik šefa kuhinje ali sušef. On je motor, on je tisti, ki je v operativi skozi in je stalno v navezi z vsemi kuharji in mora vedeti za vsako stvar, za vsako sestavino, za vsak korak kuharjev mora vedeti, kaj se dogaja. Tega šef v kuhinji ni treba glih točno vedeti, ampak če šef kuhinje zapusti svoj, kako se reče prostoru, kjer dirigent stoji, svoj podij, in mora iti mogoče v jedilnico, se pogovarjati z gosti, takrat ta pomočnik šefa kuhinje prevzame njegovo pozicijo in nadaljuje. In se nič ne spremeni, samo glas. A je včasih pomočnik boljši kot šef? Jaz mislim, da ja. Brez pomočnika šefa kuhinje ni šefa kuhinje. Aha. Je zelo težko. To je tudi pri nas, ker brez koncertnega mojstra orkester ne deluje. Ne zveni tako, kot bi moral. Ja, vidiš. Ampak Žiga, kdo pa ima zadnjo besedo v orkestru? A ima koncertni mojster, se pravi, kar se tiče komunikacije, odločitev orkestra, a je to koncertni mojster, ki reče, to tako bo, ali reče dirigent, ne, to tako bo? Ker dostikrat sem slišal recimo zgodbo. Do tega običajno ne pride. Tukaj gre za eno medsebojno komunikacijo v svrhe čim boljšega rezultata. Ne. Vedno, ko se začnemo pogovarjati o hierarhiji, smo že izgubili, zato ker se pogovarjamo o navdihu. In jasno, vsak ima neko svojo predstavo, kako bi moralo kaj biti, ampak tukaj smo, da občinstvu predstavimo najboljšo možno zadevo. Kako podobno v bistvu. Ne? Ja, sej avtoriteta ve se, kdo je, ampak nikoli se ne tega izpostavlja. A ne bi rekel, jaz sem šef kuhinje, tako bo, kot bom jaz rekel. Pol je gotovo. Gre za eno medsebojno spoštovanje. Točno to. In sodelovanje in upoštevanje drugega. Veš, včasih ima lahko tudi kakšen vajenc ful dobro idejo. In če jo ti znaš prepoznati, pa če znaš izkoristiti, zakaj ne? In rečeš, super, hvala ti, ker vsi delamo za isti skupen cilj, za gosta, tako kot vi, za občinstvo. Tako, ja. Par dni nazaj me Žiga povabil na večerjo in sta ženo pripravila odlično večerjo in sva se majčkeno pogovarjala in mi je omenil, oziroma povedal mi podatek, da je biti šef v kuhinji eden izmed najbolj stresnih poklicov. A je to res in zakaj? Jaz samo to poznam. Jaz poznam samo ta poklic, ki ga jaz opravljam. Absolutno ni najlažji poklic. Bi prej rekel, da je med težjimi. Sploh zaradi tega, ker predstavljajte si, da moramo kuharji oziroma šefi v 10 minutah sprejeti sigurno 100 odločitev. Ampak to so take mikroodločitve. To je ali še malo soliti, ali ne več, ali dati malo limoninga soka, ali ne. Tam imaš nekaj na štedilniku, ali bomo še malo reducirali, ali ne, ali bi že vzel iz pečice, ali še ne. In to je stalno si v neki ali ja, ali ne. In tukaj moraš zaupati samemu sebi, ti moraš točno vedeti, zdaj je dovolj, zdaj je dobro, zdaj je okej. In to so stalno je nekaj in vidiš, da je nekaj gre predaleč, ali 3 minute preden daš eno stvar na krožnik pred gosta, kot je že v strežbi čakajo, ko je vino že nalito, ko je že pribor zamenjan, ko sam še čakajo, da prideš z novim krožnikom in tebi se nekaj malega naredi in spet takoj, kaj pa zdaj? Razmišljaj. In to je non-stop, možgančki skozi dela. In zato je tak stres, ampak takrat dela adrenalin, takrat meni recimo tak stres zelo odgovarja. Pozitivno vpliva na tebe. Takrat jaz najbolj funkcioniram. Takrat, ko imam pa čas, takrat, ko bi pa rekel, zdaj imam pa en teden časa, zdaj pa lahko ustvarjam, nikoli ne bom nič ustvaril v tistem tednu. Največ se ti zgodi med koncertom. Ne vem, a pri vas tudi? Ja, najlepše, jasno, najlepše stvari se zgodijo na odru.
pa velikokrat tudi pred koncerti in po koncerti, ko vemo, da smo nekoga res razveselili s tem, kako smo igrali. Se pa strinjam s tem, da smo tudi mi na nek način odvisniki od adrenalina in da začnemo zares funkcionirati samo takrat, ko pridemo na oder in pred občinstvo. Zato je tudi vaja zelo pomembna, da res tiste stvari, ki želimo povedati, zaigrati, to zares dobro zvadimo, da se na samem koncertu počutimo na nek način osvobojeno, da lahko tudi spontano kakšne stvari na podlagi navdiha naredimo in to so za mene najlepši spomini z odra, ko se kakšne stvari med enim in drugim glasbenikom, recimo jaz bom eno stvar zaigral na en način, potem ne da bi se mi na vajah o tem pogovarjali, moj kolega ali pa kolegica v orkestru to zaigrajo na isti način in to je ena najlepše zadovoljstvo za nas glasbenike. Ko drug zaigra tako, kot si ti zamislil. Tako. Ja. Kaj pa recimo strah in trepet vsakega glasbenika, da doživi na odru blackout, se pravi igra skladbo in v določenem momentu več ne ve, kako naprej. Ustavi se. Ja, to se zgodi. A se ti je zgodilo, da je to? Enkrat se mi je to zgodilo še za časa, ko sem študiral oziroma ko sem bil še v nižji glasbeni šoli. To se zgodi. Igraš nekaj na pamet, se pravi brez not in pride do momenta, ko ne veš, kako naprej. Potem se je treba pa znajti. Bodi si, da začneš improvizirati na podlagi tistega, kar slišiš, kar bodi si igra pianist ali pa orkester. To so sicer zelo, zelo stresne situacije. Po moje človek zgubi vsaj 10 kil ob taki pa mrzo pot ga oblije. Dobra shujševalna kura. Se pa človek iz tega veliko nauči, kako reagirati v neki res stresni situaciji in da zadevo spelješ do konca, ker jo moraš. Ne? A obstaja blackout v kuhinji? Ja, obstaja. Kako izgleda? Tudi ne prav lušten. Je tudi ena mala shujševalna, ampak meni se je zgodil, mislim, da glih leta 2016, ko smo glih tukaj zraven odprli bistro. Še zelo neuigrani smo bili, cela ekipa in zelo samozavestni. In takrat, ko ti preveč samozavesten prideš na delo in delaš zelo sproščeno, takrat gre lahko zelo narobe, ker nimaš glave pri stvari. In ne vem, v enem momentu, ura je bila že 12, gostje so začeli hoditi na kosilo in mi smo morali začeti izdajati tisto hrano, ki smo jo prej dopoldan tako nalagano sportski pripravljali in kar naenkrat nam je šlo med servisom vse narobe. Vse narobe. Njoki so razpadali v vodi, ko so se kuhali. Pač to je ena od 7 stvari, recimo, ki se nam je zgodilo tako, kar sledile so si te napake in jaz sem kar naenkrat rekel, jaz ne morem več. Jaz ne morem gostom tega več dati. Tiste, ki smo jih že postregali, smo rekli, ok, to je to. Novih nismo sprejemali, zaklenili smo restauracijo in smo bili zaprti 2 uri. A ja, prav zaprli se? Zaprli. Čist zaprli. To je tako, kot če bi rekel, ajde, konc koncerta, da je publika ven, gremo. Pojte ven za 2 uri, da se mi zmenimo. No in tako je bilo pri nas. No. Mi smo res 2 uri smo si pauzo vzeli, šli smo iskat vzrok, kje je šlo narobe, zakaj je šlo narobe, zrihtali, kar se je dalo zrihtati, kakšno jed smo mogoče tudi spustili, pa jo tisti dan nismo dali, če se je ni dal popraviti in potem smo spet odprli in smo štartali lepo tako, kot je bilo treba. In jaz rajši vidim, da jih postrežemo manj gostov, pa tiste dober, kot pa da bi neki tam pa malo z nekoma, ko šli popravljati, pa ja, tudi ni lušten. Jaz sem se sedel takrat čist. Jaz sem šel najprej zadaj, tako da me noben ni videl, sem se zjokal, kot majhen otrok, sem prišel spet vas pogumen, zdaj pa gremo ven, dajmo se zmeniti. Ker to je bil zame stres, jaz sem bil tudi prvič lastnik restauracije, prvič je bilo vse, ampak res vse od mene odvisen in ni enostaven. Ja, seveda. Ta odgovornost, ki jo ima človek, potem se pa neki zalom, se počutiš... Ja, majhnega, ne? Ja, se hotel reči, da se počutiš, da nisi nič vreden. Ja, bolj, ne? Točno to. Ja. Žiga, a je v glasbi oziroma v svetu glasbe, bi bil kakšen skladatelj, ki je bil, ne vem,
znan po tem, da je bil dober kuhar? Marsikateri, recimo prvi, ki mi pride na misel, je Gioacchino Rossini, italijanski operni skladatelj, ki je v svojem zadnjem delu življenja je nehal komponirati, je nehal skladati in se je ukvarjal večinoma z kulinariko. Tornado Rossini. A to je zaradi njega? Ja, tako je. To je jed, ki jo je on zelo rad pripravljal in tudi jedel. Potem drugi italijanski operni skladatelj Giuseppe Verdi je znana njegova risotto Verdi. To je način priprave rižote, ki jo je on bodisi si je izmislil, tega sicer ne vem, ampak ve se pa, da jo je v določeni restavraciji vedno naročil in iz tega potem to nastalo. Potem se lahko spomnimo tudi Richarda Wagnerja, ki je bil eden prvih vegetarijancev po poročilih njegove žene Kozime. A res? Zanimivo. A to ste se vi v Ameriki v šoli vse učili, kaj je kdo jedel tudi? Ne, tega se nismo učili. To kupiko je vse, da študiral. Potem začne človek premišljati, recimo, če hoče sestaviti glasbeni meni oziroma glasbeni spored, pa če mu je všeč tudi kulinarika, da poskuša te stvari povezati. Ne? Najboljše stvari se zgodijo, če se zadeve skupaj dobro povezujejo, potem moraš najti neko zgodbo, ne, k temu. In iz tega sem potem mogoče raziskoval te zadeve, pa sem prišel do teh informacij. Če sem zato vprašal, ker me zanima, recimo, na kjer koncert bi pa povabil Bineta, se pravi koncert, ki ga izvaja Slovenska filharmonija, ampak zdaj, ko si vse to povedal, rečva takole. Če se namotam, v kratkem pride ven že nova koncertna sezona Slovenske filharmonije, se pravi sezona 2024-2025, oziroma abonmaj pride že ven. Pogledali bomo koncertno knjižico in bomo videli, a je slučajno na programu kakšen skladatelj, ki ima veze s kuhno in na ta koncerte potem Obvezno. vabimo. Jaz mislim, da sigurno bo. Je, Ja. odlično. Pridem. Super. Vedno dobrodošel. Zanimivo je, Bine, ki si rekel, preden smo začeli danes to snemati, po dolgem času si prišel spet v Ljubljano. Ja. In da mečkam si se odmaknil, šel si živeti v Prekmurje, nekako čutiš spet ta stres. Kdaj te lahko povabimo na koncert, da ti ne bo preveč stresa naredili? Ne, pa sej, tako je, v Ljubljani. Ljubljana je super krasno mesto in tudi brez Ljubljane jaz si ne bi tudi verjetno neke kariere naredil, ampak je prišel trenutek, oziroma to moraš pač sam začutiti pri sebi, kdaj je tisti čas, da se moraš omakniti ali pa da je mesta bilo dovolj. Tako kot mi je bilo dovolj Pariza po 2 letih, tako mi je bilo po 7 letih Ljubljane dovolj. Kako pa izgleda zdaj ta tvoj umik? Tako da imam od nedelje popoldan in do petka ali pa recimo do četrtka prosto. Da sem res frej, živimo na deželi med gozdom in živalmi in vse okrog nas sama narava. Kar jaz rečem, da vse tukaj okrog, kar pogledamo, je ena velika tržnica in živimo res v miru, živimo brez nekega stresa. Največji stres, ki ga imamo, je to, da kura sedi na jajcih pa noče dol. Ali pa če ti, ne vem, majster pripelje mokra drva, pa ne moreš orenk zakurt. To so stresi zdaj. Kar pomeni, da smo šli res v en mir. In med tednom, ko imamo ta mir, si pa potem tudi želimo spet malo akcije. In potem gosti pridejo naši v petek popoldan in jih imamo do nedelje. Takrat pa spet pridejo in napolnijo hišo z energijo in jaz spet kuham in ustvarjam. Takrat je pa potem in ta kuharski stres, adrenalin, vse to, kar jaz tudi rabim. In seveda tudi malo pozornosti. Zdaj sem se tudi malo iz medijev umaknil, pa še mi pa malo mojega teatra zmeraj. Mi imamo pripravljen še malo, pa ne bom rekel stresa, malo akcije za tebe. In sicer en glasbeni izziv smo ti pripravili, tako kot ga pripravimo vsakmu gostu. Igral si kitaro, oziroma igraš kitaro, igraš orgelce, a si kdaj igral kontrabas? Ne, sem ga že imel med nogami, zdaj ne vem, a je prav, da se ga imam med nogami, ampak ne vem. Ja, ob nogah. Mogoče bolje. Okay. Veš, jaz izhajam iz te rock'n'roll družbe, ki imajo vsi kontrabasi in to je ponavadi kole. Lej, če sprejmeš ta izziv, te vabim med člane Slovenske filharmonije. Sprejmem ga. Odlično. Hvala obema. Hvala lepa. Hvala.
Kontrabas, godalni inštrument. Razvil se je iz viole da gambe, ko se je v baroku širil korpus orkestra. Seveda je orkester potreboval tudi nižje tone. En del viole da gambe, lahko v narekovajih rečemo, je šel kot violončelo, nižji del pa v kontrabas za nizke tone. Kot sodobni inštrument se uporablja v vseh skoraj sestavih, od simfonične glasbe, orkestrske glasbe, popa, roka, kjer mislim, da je postal res nepogrešljiv inštrument, tako ritem sekcije in pa seveda v sekcijah godalnih inštrumentov, kjer drži vedno spodnji ton. Kontrabas je seveda leseni inštrument, obstajajo 4-strunski, se pravi, da imajo 4 strune in pa 5-strunski, ki jih uporabljamo predvsem za orkestrska dela. Na njega se lahko brenka, se pravi, se igra pizzicato, ali pa se gode z lokom, zato je tudi se mu reče godalo. Evo, Bine, to, da boš vedel, zdaj v svetu kuhne, kar se tiče adrenalina, je ura zdaj le 12. Ljudje so počas lačni ratali, tako da te prepuščam, glasbe seveda, te prepuščam članom orkestra Slovenske filharmonije. Blaž, izvoli. Bine, torej, kontrabas nasloniš na sebe, tako da imaš takole na bok. 4 strune mava, zdaj v prvem delu boš uporabil prvi 2, takole. V drugem delu boš uporabil tretjo. Pa to? Takole, ja, potem pa tako, ja, pa na koncu tretjo, ja, tako. To je vse. To je to, mislim, da ni nič časga, ne? Tako, ja, lahko tudi tako, ja, če ti paše. A pa lahko sam s tem? Lahko sam s tem. Ja, čakaj, stop. Vedno pa ritem da koncertni mojster, njega gledava. A ja? Aha, pismo. Kakšen znak da? Ja, znak, gledati ga moš, tako pokimati malo ali pa pokaže. Ok, ja, no. Oddih naprej. Ok. Bravo, že znate. Ja, ok, Že znate. dober. Zdaj te bom gledal. No. 1, 2. Viš, kaj je zanimivo? Bine, kad te gledam, ti, kaj igraš, se pravi, da okušaš glasbo. Vmes, ko delaš. Znani dirigent je rekel, da ni glasbe brez basa. Zdaj bomo pa videli za naše poslušalce, če to drži. Zdaj imam še večji stres. A, Ni glasbe brez basa, Ja, ne? tako Kdo ga je, po ni roki glasbe brez drži. Dame in gospodje, v nadaljevanju nam bo serviran rahlo dimljen, točen ritem na posteljici interpretacije z dinamičnim prelivom čistih dušenih tonov. Mojster kulinarike in šef Bine Volčič ter člani orkestra Slovenske filharmonije. A to meni repete? Repete!